Pozdravljeni. Na vrsto je prišla tudi predstavitev Meklarna MCL38 in seveda skupaj si bomo pogledali, kaj so pripravili pri ekipi iz Wokinga. Tokrat analizo novega bolida ekipe McLaren ne bomo začeli z barvno shemo, namreč ta je bila predstavljena že pred tedni in napravi vsem poseben prispevek. Ukolikor vas zanima, kot običajno, je bližnjica tam zgoraj. Ampak 14. februarja, na dan zaljubljencev, so nam pri McLarenu predstavili nov bolid za prihajajočo sezono in seveda na tisti virtualen način, kjer so nam pokazali kot običajno čim manj. Videli smo običajno animacijo in seveda nekaj fotografij, a kljub vsemu lahko pridemo do tistih zaključkov, ki nas zanimajo. In tokrat bomo preskočili tisto barvno shemo, kajti vse je bilo že obdelano, vse je bilo že povedano. Dodal bi rad, da tudi tokrat nisem zapazil napisov Monster. Videli bomo, kaj se bo dogajalo med samo sezono. A začnimo s tisto tehnično analizo, kjer se bomo od prednjega konca pomikali kot običajno proti zadku. In tu se bomo najprej ustavili pri sami konici nosnega konusa, ki je dokaj zaobljena, ni ošiljena, vpeta je v drugi profil prednjega aerodinamičnega stabilizatorja in lahko bi dejali podobno kot pri Aston Martinu in pri Ferrariju. Res lanski McLaren MCL60 je imel podobno rešitev, o tem ni dvoma. Samo da sama konica je bila malce ožja, nižja, bolj zašiljena od tistega, kar smo videli na teh fotografijah. A tudi lani na sami predstavitvi modela MCL60 smo videli nekaj podobnega letošnjemu. Le že da na prvem zimskem testiranju smo lahko uzrli tisto malce bolj dodelano varianto. So tudi tu igrali kaj podobnega in pri Aston Martinu ter Ferrariju so podobnih misli, ne vem. Treba bo počakati tista prva uradna zimska testiranja, kjer bomo videli, kje pravzaprav smo. A vseeno jasno vidimo dva trenda v letošnji sezoni svetovnega prvenstva Formule 1, kar se tiče tega elementa. Zašiljeno konico nosnega konusa, ki je vpeta v tisti prvi profil, in rahlo bolj široko topo, ki je vpeta v drugi profil prednjega aerodinamičnega stabilizatorja. A če gremo seveda na prednje vpetje, bi lahko dejali, da nobenih presenečenj in niti jih nismo pričakovali. Pull rod in izjemno visok kot, kar se tiče trikotnikov, je bilo nekaj, na kar so nas pri McLarenu navadili že lani in seveda so bili prvi, ki so začeli slediti Red Bullu. Zato tudi tu ne bomo izgubljali preveč časa, temveč je treba samo poudariti, da pravzaprav tisto, kar smo pričakovali, kajti pri McLarenu so bili med prvimi, ki so ugotovili takšne prednosti. A če gremo še malce bolj nazaj, do tistih bočnih vstopnih rež, se moramo ustaviti pri dveh točkah. Prvič pri obliki, ki je v preseku dokaj kvadratna, manjša od tistega, kar smo videli lani in tako oddaleč morda koga spominja na tisto, kar smo videli pri Red Bullu RB19. Ampak tu moram poudariti nekaj. Morda zaradi spretnih fotografij, morda je bilo izbrisano ali priznam, morda nisem videl, ampak nisem zapazil tistega podaljšanega spodnjega roba, ne na bočni sliki, ne na prednjem pogledu praktično tega ni videti. Seveda bistveno manjša vstopna reža od tiste, ki smo jo videli lani,
in na prvi pogled mene osebno spominja na tisto, kar smo videli leta 2022 pri Aston Martinu. Prva izpeljanka AMR 22 je imela nekaj podobnega, s to pripombo, da so nekako podaljšali tisto območje, ki je bilo nepobarvano, tako da pravzaprav nenatančnemu opazovalcu je morda izgledalo, da je bila reža bistveno večja, kot je bila v resnici. A videli bomo tudi tu, kakšen bo razvoj. Zgornja vstopna reža nam kaže tisto klasično konfiguracijo, trikotni varnostni lok, torej in vstopnik za zrak, ki gre v sam kompresor, ter dve malce, recimo temu, standardni bočni ličnici. Ne vidimo nič tako velikega, da bi lahko pritegnilo našo pozornost. A poglejmo si sedaj bočni strukturi. V stranskem pogledu nam bo tako jasno, da pri McLarenu so v razvoj tega dela vložili kar nekaj ur. Za razliko od tistega, kar vidimo pri konkurenci, je res tu oblika dokaj podobna tistemu, kar smo videli naprimer pri Red Bullu RB19 in jasno vidimo, da pravzaprav že kar nekaj časa delajo na tem konceptu. Sedaj se bomo premaknili navzgor. Namreč zgornji del bočne strukture nima tako izrazitega tobogana kot pri nekaterih ekipah, kot naprimer Aston Martinu AMR 24, ampak pravzaprav na samem robu vidimo tisto grbino. Lahko bi dejali, da celotna širina bočne strukture je pravzaprav velik tobogan, podobno kot smo videli pri ekipi Visa Cash Up Racing Bulls in njihovemu V-Carb 01. Če gremo proti zadku, bomo takoj opazili nekaj zanimivega. Namreč res so tu prisotne, lahko bi dejali, kar obilne hladilne škrge. V primerjavi z drugimi bolidi, ki so bili predstavljeni do sedaj, še nismo videli takšne rešitve, ampak tu je treba poudariti, da pravzaprav skozi sezono bo prišlo do sprememb. In vidimo lahko, da zgornji del tako imenovane bazuke na tistem delu pokrova samega pogonskega sklopa je vrh izjemno širok, ampak na spodnjem delu se dokaj hitro zoži. Torej, nimamo nekega pravokotnega preseka, ampak spominja bolj na črko T. To vidimo verjetno tudi na zadku in tistemu izhodu. Sedaj seveda zadnje upetje. Na moj pogled na tisto, kar je mogoče razbrati iz fotografij, pushroad. Seveda na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju lahko opazimo tisti trend, ki smo ga že mnogokrat omenili glede pomožnega profila. A sedaj v tej tehnični analizi moramo še zmeraj primerjati tisto, kar smo videli pri ostalih predstavljenih bolidih, medosno razdaljo in položaj vozniške kabine. Če pogledamo MCL 60 in MCL 38, bomo takoj zapazili, da kar se tiče medosne razdalje, kakšnih vidnih, očitnih razlik ni, ampak glede upetja varnostnega loka halo je pa razvidno, približno za polovico širine se je zadeva pomaknila proti zadku. In seveda marsikdo bo sedaj dejal, da gre samo za fotografije, da lahko se tudi motim in to vam tudi priznam, ampak zato imamo tudi preizkus že tolikokrat omenjeni Sauber C44. Namreč na tem bolidu smo pravzaprav videli, ali prva projekcija drži ali ne pri mnogih drugih ekipah. In poglejmo, če bodo tokrat v sprednji del tega varnostnega loka halo pri enem in drugem bolidu poravnani. In res, medosna razdalja tudi tu sovpada in seveda vidimo, da pravzaprav Sauber in McLaren imata prednje upetje tega varnostnega loka halo na isti točki, glede na prednjo os.
Torej, vidimo, da pri McLarenu so naredili korenito spremembo, kar se tiče vozniške kabine. A seveda odprtih je še kar nekaj vprašanj, predvsem glede konice oziroma tega, ali bo ostala taka ali ne, in seveda že prej omenjenega pokrovitelja. A kar se tiče te predstavitve, bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.